Zakaj sam Bog je pomemben? To je eno dobro vprašanje. Ko vidi Bog v mene, ko vidi Bog v tebe? Štel sem eno prispodobo, gdje je jedan človek pravo tok Boge, njime pravi, Bog pa ko vidiš ti v mene, ali ko ti se predstavljaš s tem, da izbiraš takše ljudi, kakše smo, tok si kak, malo tok povedano, smetar. Poberaš samo tisto, ko je najhujše. Ko ščeš ti Bog z toga napraviti? In te je dobo odgovor takše. Znaš, kog je še iz toga odpadnoga materijala ga napravite? Nebeško Bože kraljestvo. Zato sam ge, zato si ti, Boge, tok pomemben. Zato, ko zmjov in stjov želej izgraditi nebeško Bože kraljestvo. Draga crkev, želim vam eden miren začetek vizenskih svetkov. Čiglika smo že v nedelo učali od začetka toga spomina, od Jezušove zadnje poti v Jeružalem, se je vse eno od tiste nedele pa do petka, do velikega petka, marsikaj dogajalo. Marsikaj se je zgodilo v tom vmesnem času. In če štejmo Božjo besedo, evangelije, tem leko najdemo, leko tu razberemo, kaj je Jezus še odhajal in pa prihajal v Jeružalem. Različne evangelisti so različno opisali tiste zadnje Jezušove dneve in pa Jezušovo skupnost z njegovimi učencami. In to je bil čas posebnega poučevanja učencov. V tom zadnjem času je Jezus največ časa posvetil svojim učencom, zavolo toga, kaj jih je ščel še v tisti zadnji momentaj pripraviti za tisto nalogo, štero ima v bodočnosti pripravljeno za njih. In znate, posebno Janez evangelist opisuje te zadnje dneve in pa je zapisal tu Jezušovo veliko duhovniško molitev. Molitev, štero je molil k svojimi nebeškimi oči za njih, za svoje učence in tu za nas, za mene in za tebe. To molitev je Jezus molil tu za nas. Tu za nas je ta molitev bila namenjena. In tom v Jeružaleme je Jezus imel tu zadnji spomin, zadnjo pasho vkuper svojimi učencami. To je bilo v četrtek večer, odge pa se je resno začala Jezušova zadnja pot. Zadnja pot trpljenja. In tom v tistoj zgornjoj sobi, ob tistom zadnjem spomine na izhod iz egiptovskega suženjstva je Jezus postavil eden novi temelj. Postavil je eden novi fundament. Njegova izpoved, to delajte v moj spomin, je te kazala za naprej. To je bilo povedano za naprej. Ne samo na prihajajoče dogodke, štiri do se zgodili, in pa na življenje učencov, pač pa to vsega tudi v naš čas. V tej čas, štero se ges in ti zdaj nahajava, spomin na Jezuša tok ostaja žive. Zakaj? Zavolo toga, kaj je Jezus živ. Haleluja! Jezus je živ. Pa se poglednemo malo nazaj na Jezušov zadnji prihod v Jeružalem. V nedelo je bil v uvodi prešteti tekst, který opisuje način Jezušovga prihoda v Jeružalem. To smo prešteli v Mateju 21. 6. pa do 9. veršoš. Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Dragi moji,
Božja beseda je beseda za nas in tej stavek, šterega smo tu prešteli, je izziv tu za mene in tebe. Ali mu včinu to, ko Jezus naroča, ali pa ne. In dole piše to, smo prešteli to, 7. verš, pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila na njo svoja plašča in Jezus je sedel gor. Tu tej dogodek kaže, što je glaven, što pravzaprav je naš vodja. Žal se dnes mnoge same posadijo na osle, ka se gezdijo, Jezus pa mora ostaniti spode. Mnogi se zdegavajo, štejo nika biti in tok Jezuša ponižavajo, ide se za Jezuša, ne za mene in ne za tebe, za njegovo delo se ide. Dole tok smo šteli, zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. To je bil način izražanja spoštovanja do kraljevske veličine. Množica, povdarjam, množica je tu priznavala Jezuša kot kralja. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale Hozana, ali rejši prosimo te. To je bil pravzaprav tu vzklik molitve in slavljenja. Hozana Davidovemu sinu. Tu se Jezus priznava za Mesija, za volo toga, ka Božja reč tok pravi, kada je Mesija prišel iz Davidovega pokolenja. Hozana Davidovemu sinu. In ti dole blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Še eden dokaz, kaj je Jezus za tisto množico bil Mesija. Kajti to je bil uradni pozdrav za Mesijo. Tok so včili učitelje postave, kado pride Mesija, ga je potrebno pozdraviti s temi besedami. Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. In še nekaj je bilo v vzklikanju množice, namreč priznavanje Jezušove božanskosti. Hozana na višavah, ne samo na zemlji, pač pa tudi v nebesajnoj gej proslavljene, te štere prihaja v Gospodovom imenu. Ja, vse to je bilo eno sporočilo množice in eden način pozdravljanja Jezuša. Zdaj pa smo nekaj dni pozneje, nekaj dni za tem dogodkom na enom novom srečanje Jezuša z množico. Novo srečanje Jezuša z množico. Pravzaprav je bilo več srečanj Jezuša z množico, z množicami. Najprej je prišel Juda z množico. Ta v Gecemanski vrt. Juda je prišel z množico, ta, ki je Jezus bil v enih najtežkejših trenutkih svojega življenja. Ta, ki je bojeval svojo prvo vojno, svojo prvo bitko pred dokončno zmago. V Mateju 26, 47. verš, to piše. Medtem, ko je še govoril, Jezus se je še pogovarjal s svojimi učencami, medtem ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12 in z njim, što? Velika množica z meči in koli. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Dragi moji, tu že vidimo razliko od nedele, od tistega, ko se je dogajalo par dni prlej. Tu vidimo, tu je že nakazana ta razlika, katera se je zgodila v tom vmesnem času. Vidimo razliko od ene množice pa do druge množice. Do nekak pride z meče pa kolekami, tisti ne ima dobrih namenov.
Ali mislite, kad tisti imajo dober namen, štere pridajo oborožene, pa imajo v rokajnika, ka ščejo vdoriti s tistim? Ne, tisti nemajo dobrih namenov. In gledajte, bar poglednemo Jezušov komentar na njuf prihod, 26. Matejov Evangelija, 55. veršoš. Tok njim Jezus pravi, tisto uro je Jezus rekel množicam. Znova so tu izpostavljene množice. Kakor nad razbojnika ali nad prevratnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. In dole pravi tok. Še nekaj pravi, ne samo to, ne samo komentar na njuf prihod, pač pa pravi še nekaj. Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli. Ali vidimo, dragi moji, tu razliko. Množica ima tu na mesto hozana že v rokaj meče in pa koleke. Ma že v rokaj orožje, ma že v rokaj tisto nasprotovanje, tisto pripravljenost vdoriti, tisto pripravljenost uničiti. Najprej hozana, nekaj hodnej pozneje pa meče in kole. Kakša sprememba. Ne morem povedati, če so to bili isti ljudje. Ne morem povedati, ne vem. Ali ide se za mnenje večine, ide se za množice, štera ima skoraj vsikdar vpliv tu na ostale. Zakaj? Zakaj se to dogaja ještě dnes? Kak je Jezus komentiral njov prihod? Dan na dan sem sedel v templju in učil. Leko bi tu pravili, pa me niste poslušali. Da se posluša Jezusovo učenje, da se posluša, da se Boga to, ko Jezus pravi, to ne pride do nasprotovanja njeme, to ne pride do toga, ka podležeš množici, štera te še izjav potegnete, ka podležeš množici, štera nema dobrih namenov, da pa množica gospoduje, dragi moji, tom pa nega dobroga izhoda. In to ne samo izkušnja iz zgodovine, pač pa je to realnost tudi dnešnjega časa. Realnost dogajanja dnes. Po tom srečanju z množicov se je za Jezuša začalo trpljenje. Trpljenje, šterega se mi niti predstavljati ne moremo. In če spremljamo dogajanje v Bibliji, če spremljamo dogajanje naprej, vidimo, kaj je množica pobudnik, tu v tom primeru, štera se te zateka k vladajočim ljudem. Množica je tu Jezuša najprej pripeljala k duhovnim vodjem, štere so povzročile Jezuše prve bolečine, prvo poniževanje. Če bi šteli v Mateju 26 tale od 57. veršoša, bi videli, ko se je pravzaprav vse dogajalo. In dragi moji, do nas neka boli, da se vrežeš ali pa kakšna druga stvar, do te koj boli, je to prijetno za tebe. Si rod, do te koj boli, jaz sem nerod. Jaz sem nerod in znam, kad niti eden med nami je nerod, do nas koj boli. Ali kako bole je bolelo Jezuša. Kako bole je bolelo Jezuša. I znate, v množici, do je množica, se najdejo ještě tuj posamezniki. Se najdejo tuj posamezniki, štere se želejo ještě bolje konkretno izpostaviti. In v toj množici so bile dekle, štere so bile izziv za Petra.
Kaj je pač odreagiral, to, kako njim je Jezus pravil? Množice. Množice. In tak drugač način. Kako se ti osebno soočaš z množicami? Se ti del množice, štera mogoče nasprotuje, ali pa se, kako se soočaš z tvojo držav v množici? Veliki duhovniki in pa te starešine ljudstva so Jezuša po njovom sklepe, po njovoj nevoščljivosti, kaj tako povem, po njovoj ljubosumnosti, one so predale Jezuša te civilnim oblastem, kaj bi civilne oblasti dokončale njovo namero. Oni so že sklenili, Jezuša se treba rešiti, njega treba odstraniti. In kaj bi te takratne duhovne oblasti leko to dosegnile, so znova ponucale množico. Znova so izrabile, ponucale množico. Da se je šlo za to, što da živo od tistega dva. In znate, kad sta to bila dva Jezuša? Jezus, štiri se imenuje Kristus, in pa Jezus Baraba. To je bilo pitanje, štiri od tega dva, da živo, so te duhovne vodje ponucali, izrabili množico in s tem so nikak želeli sebe upravičiti. Matej 27. 20. veršu štok piše. Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Dragi moji, sigdar se dogaja tako, ka množice želejo izrabiti ali ponucati oblasti za dosego svojih namer, in obratno, oblasti na mnoge načine vplivajo na množice in jih izrabljajo za dosego svojih ciljev. Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico. Dragi moji, zdaj vprašanje za vsakoga med nami. Se ti, tisti, štiri se je dal pregučati, so tebe pregučale, ali pa si se sam prostovoljno odločil. Veliki duhovniki so se prostovoljno odločili in so pregovorili množico. Med tema dvema stvarema obstaja velika razlika, štera ima svoje posledice. Pa smo videli, štera ima svoje posledice. Množica, štera je nagovorjena, štere se je doteknil Božji duh. Ma eno namero, eden namen. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana na višavah. Dragi moji, ali vidimo, ka Božji duh vodi človeka sigdar v proslavljanje Boga? Ja, Božji duh vodi človeka v to, ka da slavo in čast Bogu. Množica, štera pa se je dala pregučati, tom pa je popolnoma druga reakcija. V Mateju 27. tale del 22. in del 23. veršu še tako pravi. Vsi so dejali, križan naj bo. Oni pa so še bolj kričali, križan naj bo. Križan naj bo. Dragi,
poslušalec, kakšen je tvoj stav, kakšno stališče zavzemaš v svojem življenju. V teh dnevih preiščimo, preglednemo sebe, kako blizu sta v našem življenju te dve situacije. Kako blizu je v našem, v mojem, v tvojem življenju Hozana in pa križaj ga. Občudovanje Gospoda ali pa zaničevanje. Ali pa če noček povejmo, so naše odločitve zaistino iz globine srca premišljene ali pa dovoljen, kad drugi odločajo od toga, kome mu sledo Kristuše ali pa njegovim nasprotnikom. V Luki 19:42 imamo zapisano Jezusovo upozorilo, štero je odločilnega pomena za vsakoga človeka. Rekel je, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir. Spoznanje, dragi moji, spoznanje, kje je pravi mir, to je sporočilo vizma. To je sporočilo vizma, kje je pravi mir. To je Božji govor v moje, v tvoje življenje. Dragi moji, pri velikoj noči, pri vizmi se ne ide samo za izdajo, za zasramovanje, za trpljenje, za bičanje, ne ide se samo za križanje, za smrt in pa za vstajenje, pač pa se ide na prvo mesto za to, ko je osebno s tem včinim. Ko je osebno z vizmom, kako je postopan z vizmom v svojem življenju. Hans Waldvogel je tako zapisal. Nobeden človek ne bo v peklu zaradi greha, ampak zato, ker ni hotel sprejeti Božje pomoči, to je Jezusa Kristusa. Ja, zato, ker Jezus je odgovor za vsaki greh. Jezus je plačal za vsaki greh. V njem je odpuščanje vsakega greha. Zato je bil vizen. Zato je vizen bil potreben. To, kako smo v uvodi čuli. Potrebna je bila prelijana krv toga Božjega jagnjeta, štere odjemlje grehe sveta. Zato je tako pomembno poznati in pa osebno spoznati, prepoznati to, ko je Jezus izbojeval v Getsemanaj, ko je izbojeval pred velikim zborom, ko je izbojeval pred Pilatom in Herodom, ko je izbojeval na križi. Potrebno je to spoznati osebno in pa osebno prepoznati. Prepoznati, kaj prepoznam, ko je bilo izbojevano v Jezušovoj smrti za mene osebno. In ob koncu še enako se pitajmo, ko je v našem življenju, ko stopa v ospredje Hozana, Davidovemu sinu, kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, ali pa še hujše, križan naj bo. Dragi moji, vse to je sporočilo vizma, vse to je sporočilo mene in tebe za pravilno odločitev. Za pravilno odločitev, kaj bi se pravilno odločali. In zavedajmo se še enoga dejstva. Dejstva vizma, sporočila vizma. In to dejstvo je, kaj Jezus še gnes
mole to, kak je molo te. Oča odpustinjen, ar ne vejo, ko delajo. Jezus še dnes mole. In da ne veš, ko včinite, da ne veš, kako se odločite v svojem življenju, pitaj se. Pitaj se, ko je pravilno, ko si Bog želi. Je to hozana? Ali pa so to meči in kole? Ali je pa to križan, naj bo križaj ga? Dragi moji, dobro razmislimo. Zdaj je še čas. Dobro razmislimo, kamo na koncu čuli, znate štere besede? Ešte dnes boš z menov v raji. Dnes ešte budeš zmiov. Te dopride konec, kada se odprla ta vrata tej nebeških prostranstev. Štera je Jezus za svojim delom spravil za čista vsakoga človeka. Nobeden človek ne bo v peklu zaradi greha, ampak zato, ker ni hotel sprejeti Božje pomoči, to je Jezusa. Amen. Amen. Gospod, dragi, hvala je Tebe za Tvojo drago svetu reč, šterom si nam njav tu kot vodilo za naše življenje. Hvala je Tebe za te dogodke. Hvala je Tebe, kad si Ti najhenjo. Hvala je Tebe, kad si Ti skozi vse trpljenje šel iz ljubezni do mene, do vsakoga človeka. Jezus, dragi, hvala je Tebe, kad si tu skozi najtemnejšo kmico šel, zato, kad bi mi lahko bili odrešeni. Jezus, dragi, hvala je Tebe za Tvojo prelijano krv in hvala je Tebe, ker je to bila edina dostojna krv, čista, nedužna, brezmadežna, zato, kad bi ne samo pokrila grehe, pač pa jih popolnoma oprala iz vsakoga življenja. In hvala je Tebi, Duh Sveti, kad si nam dal to spoznati. In Duh Sveti, prosim, da pomore nam, kad bi zaistino iskoristili čas, šterom živimo, kad bi iskoristili možnosti, štere še imamo, zato, kad bi bil Ti proslavljeni, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, in kad bi še mnogi bili odrešeni. Amen.